Delo gozdarja je vezano na gozd in prav gozd je njegovo delovno okolje, ne glede na letni čas in vremenske razmere. Gozdar podira drevesa, ki rastejo na različno nagnjenem zemljišču, so različnega obsega in višine. Opravlja gozdno-varstvena dela in zatira gozdne bolezni. Odpravlja posledice na poškodovanem drevju po raznih ujmah, kot so snegolom, vetrolom ali žledolom. Podrta drevesa klesti in razžaga z motorno žago, nato s traktorjem in vitlom obdelana debla pripelje domov ali v skladišče ob cesti. Spoznali bomo poklic gozdarja, ki nam ga bo predstavila Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni. Ostanite z nami. Poklic gozdar dobiš po 3-letnem srednje poklicnem izobraževanju gozdar. V tem izobraževanju v 1. letniku osvojiš vsa znanja in veščine za gojitvena in negovalna dela v gozdu. V 2. letniku pridobiš vse veščine za rokovanje z motorno žago in v 3. letniku pridobiš v tem izobraževalnem programu vsa znanja in veščine spravila lesa iz gozda. Trenutno se nahajamo v šolskem gozdu, tukaj v Postojni, torej v gozdu Srednje gozdarske in lesarske šole. Ta gozd je v februarju močno prizadel žled in tukaj trenutno dijaki 3. letnika, torej smer gozdarski tehnik, izvajajo sanacijo žledoloma in sicer podirajo poškodovano drevje in pa jasno tudi izdelujejo tisto drevje, ki je na tleh. Za izvajanje del v gozdovih rabimo osebno varovalno opremo. Med osebno varovalno opremo štejemo najprej čelado. Čelada, ki ima torej tale oranžni del, ščiti pred udarci v glavo. Potem ima vizir, ki preprečuje, da bi žagovina poškodovala mi oči. In pa ima tudi glušnike, ki preprečijo poškodbo sluha zaradi ropota motorne žage. To posebne hlače, ki preprečijo urez z verigo. Jaz, če slučajno se zadanem v nogo, te hlače torej preprečijo urez, da se jaz ne morem urezati naprej v nogo. Naprej so še posebni čevlji, tako imenovani sekaški čevlji, ki so višji čevlji, posebej ojačani in ravno tako imajo tudi ti čevlji, imajo takole mrežico, kot je v hlačah, ki je tudi tukaj ob strani, da preprečuje urez z verigo motorne žage. Vsi gozdari moramo pri sebi imeti osnovno malo prvo pomoč, vedno je nekje pripeta ob pasu, in s to osebno prvo pomočjo pač naredimo prvo obvezo. Jasno, takoj naprej potem sledi obveščanje o nesreči, tako da se ponesrečenca čim prej pripelje nekje v zdravstveni dom.
Kot ste videli v reportaži, je najpomembnejše gozdarjevo orodje motorna žaga. Delo od gozdarja zahteva izjemno psihofizično pripravljenost, spretnost in zmogljivost, poleg tega pa morajo biti vzdržljivi v vseh vremenskih razmerah, saj se le tako lahko izognejo nevarnostim, ki jim pretijo. Tudi pri mehaniziranem spravilu, ko uporabljajo gozdarski traktor z vitlom, verige in škripce za navezovanje hlodovine. Predstavili vam bomo gluhega gozdarja Boštjana Jakopa, ki ima opravljen izpit za varno delo z verižno motorno žago in za gozdnega traktorista. Videli boste, da gluhota ni nobena ovira za tako zahtevno delo. Poglejte. that